Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Zgornjesavska dolina je bila prejšnji konec tedna v znamenju pokala Vitranc. Organizatorji so še enkrat več dokazali, da so iz pravega testa in da odlično pripravijo tekmovanje na vrhunski ravni. Lahko rečem, da je za nami ena zelo uspešna športna prireditev. Cel uspešen vikend, ker ni bil samo pokal Vitranc, se ni dogajal samo na poligonu, dogaja se tudi v Kranjski gori. Včeraj je bila Kranjska gora polna, dogajalo se je in to je bil naš cilj pred 15 leti, ko smo začeli graditi slogan Vrhunec zime. Mislim, da smo uspešni, seveda so še prostor za izboljšave, na teh izboljšavah bomo delali, ob podpori lokalne skupnosti seveda, in mislim, da gremo s to zgodbo naprej in da jo bomo gradili do trenutka, ko bodo za nami prevzeli to zgodbo druge. Brez take ekipe, ki jo imamo tle v Kranjski gori, je tako tekmo nemogoče pripraviti. In jaz se lahko zahvalim vsem tem posameznikom, ki so delali, ki ni bilo težko vstati ob 4 zjutraj, ob 3 zjutraj, ob 6. Kadarkoli je bilo potrebno, da se pripravi tekmovalno progo, da se pripravi prizorišče, da se izvede tekma, in lahko rečem hvala vsem, in brez njih te tekme ne bi bilo. Seveda je bilo ogromno dela že pred samim tekmovanjem tudi na progi. Zaključili smo eno lepo zgodbo, se pravi 57. pokala Vitranc, gledam kot celoto, se pravi uspeh kot organizator, da nam je uspel tekmo spet narediti na visokem nivoju, čeprav je bilo od začetka nekaj nagodovanja strani nekaterih trenerjev ali pa mogoče kakšne dezinformacije. Mi smo vedeli, da je proga pripravljena tako, kot je, da mogoče tisti dan trenuten, ko so bili mogoče slabši pogoji, še ni bilo, ampak mi smo štartali, da se natekam, da jo pogoji taki, kakor morajo biti. Smo veseli, da je tudi v tekmovalnem smislu uspel. Hadalin danes z odličnim rezultatom, najboljši čas druge vožnje, včeraj Kranjc odličen in tako naprej, Hadalin v finalu. Mislim, da je celotna zgodba, tudi veliko število ljudi, ki je prišlo, bom rekel, zadnjih let bolj uspešen pokal Vitranc. To delo je vpetih, bom rekel, na samem terenu, znotraj, bom rekel, te rdeče mreže, da se nekje, bom rekel, 250, ostalo pa potem še okoli, se pravi sodelavci, RTV in tako naprej, nekje okoli 500 plus. Pokal Vitranc ni le promocija za Zgornjesavsko dolino, pač pa je tudi odlična promocija za sam alpski smučarski klub Kranjska gora in alpsko smučanje. Bom rekel, delo se samo hvali, ali pa dobro delo se samo hvali, ampak vseeno se res moramo pohvaliti za to 57. izvedbo pokala Vitranc. Vreme nam na začetku ni bilo najbolj naklonjen, ogromno dela, ogromno požrtvovalnega dela delavcev, noči so šle, dnevi so šli, ure in ure so šle, ampak mislim, da s tem soncem je povedano vse, da je tudi, bom rekel, nebo se nekoliko zahvalilo in res vsem, ki so kakorkoli pomagali, najlepša hvala. Organizatorje je seveda pohvalil tudi kranjskogorski župan Janez Hrovat. Proga je izredno dobro pripravljena, tako da kljub tej veliki količini snega, ki je padla v zadnjem mesecu, je proga konkurenčna, kar kaže, da kranjskogorski organizatorji znajo pripraviti progo in se lahko kosajo z najboljšimi organizacijami po svetu, tako da jim samo kapo lahko damo dol vsi in si želimo, da bo svetovni pokal s tako energijo in seveda tudi s tako promocijo v Kranjski gori še dolga leta. Kot predtekmovalka je na letošnjem pokalu Vitranc nastopila tudi domačinka Meta Hrovat iz Podkorena, ki strmino poligona zelo dobro pozna. Leto zelo velik, ker smo že pred Zlato lisico veliko trenirali tukaj, potem Zlata lisica, zdaj pa tole, kar je super trening, tako da kar veliko, no. Pokal Vitranc pa že dolgo ni le športna, pač pa je tudi velika zabavna prireditev in tudi letos ni šlo brez zabave zime.
Na naši televiziji pripravljamo tudi obširno reportažo o vsem dogajanju na in ob letošnjem pokalu Vitranc. Kdaj točno bo na sporedu, si boste lahko prebrali na naših videostraneh. Osnovnošolci iz Kranjskogorske občine bodo sodelovali na tekmovanju osnovnih šol Zgornje Gorenjske v zbiranju odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev. Komunalna podjetja Zgornje Gorenjske in občine Zgornje Gorenjske smo se odločili za skupni projekt za zbiranje odpadnega olja iz gospodinjstev. Pobudnik tega projekta je komunalno podjetje iz Jesenic Jeko, ki tudi je organizator vseh teh predavanj, ki jih bomo izvedli po vseh šolah Zgornje Gorenjske. Odpadno jedilno olje je odpadek, za katerega praviloma ne pomislimo, da bi lahko bil škodljiv za naravo. Prav zaradi tega ga številna gospodinjstva v Sloveniji najpogosteje nepravilno odlagajo, in sicer tako, da ga prek kuhinjskega lijaka ali straniščne školjke zavržejo v javni kanalizacijski sistem. S tem ne tvegajo samo tega, da bi v svoj kanalizacijski sistem priklicali različne škodljivce ali tvegali njegovo zamašitev, temveč lahko povzročijo onesnaženje površinskih voda in podtalnice. Po strokovnih ocenah lahko liter odpadnega olja onesnaži kar 1000 litrov vode. Vsa komunalna podjetja smo kupili posebne plastenke za zbiranje tega odpadnega olja. Vsi otroci bodo danes dobili, vsak bo dobil tudi za eno plastenko za domov. Namen tega je pa predvsem tega, da smo danes podučili otroke, tako kot tudi starše, in da že najmlajše začnemo osveščati, kako je pravilno ločevanje odpadnega ali jedilnega olja. Nekaj plastenk smo kupili tudi na zalogo, tako da tisti občani, ki bodo prinesli na zbirni center odpadno jedilno olje, bodo tudi pri nas brezplačno prijeli plastenke do količin, ki jih imamo ta trenutek na zalogi. V primeru pa, da bo zanimanje večje, veliko, bomo pa še dodatno nakupili plastenke za zbiranje tega odpadnega olja. Otroke je pozdravila tudi maskota projekta Sončnica. Prav lepo pozdravljeni, dragi moji. Dobar dan. Joj, kako sem vesela, da sem danes z vami. Veste zakaj? Ker imam rada otroke. In ker zelo rada nagajam. A naj se najprej predstavim. Ime mi je Sončnica. Pijem čisto vodo, diham sveži zrak, obračam se proti soncu, seveda, kadar je toplo in sije. Z mojimi semeni pa se sladkajo mnoge ptice. In ker vem, da bi si mi vsi še vedno radi živeli v čistem okolju, in ker vem, da lahko prosim za pomoč tudi vas, sem prišla danes sem, da vas naučim nekaj o ločevanju. Turistično društvo Dovje Mojstrana je na domačem smučišču pripravilo tekmo v občinskem veleslalomu. Udeležba je bila odlična, prav tako odlično je bila pripravljena tudi proga. Drage smučarke in smučari, upam, da ste počasi pripravljeni na izziv. Počasi se bo treba postaviti v vrsto, kajti danes je velika občinska tekma. Tekmuje se vsak zase, za svojo medaljo, za svoj uspeh in seveda vsak predvsem sam s seboj. Tekmujemo pa tudi za krajevne skupnosti. Katera bo najboljša? Bo to krajevna skupnost Hrate Čeplanica? Bo morda krajevna skupnost Podhoren? Mogoče krajevna skupnost Rutev? Ali pa krajevna skupnost Dovje Mojstrana? Tako je torej prijavljenih več kot 120 tekmovalcev in še ni konec prijav. Tekma pa se bo vsak čas pričela, tako da nabrusite svoje pete, pripnite smuči in gremo na tekmo po zmago. Zmagal pa bo vsak, ki bo nastopil. Torej, olimpijski duh je v vseh potribam živ. Seveda, to pomeni, važno je sodelovati in ne zmagati. Dobrodošli na smučišče
prizorišču Zašek Mojstrana. Poglejmo še rezultate letošnjega občinskega veleslaloma. Pri dečkih do 6 let in mlajših je bil prvi Jaka Lux Šuvak, drugi pa Luka Šoren. Pri deklicah do 10 let je zmagala Eva Kogovšek, druga je bila Lucija Lichtenegger, tretja pa Katja Robič. Pri dečkih do 10 let je bil najhitrejši Matevž Lux, sledila sta Lan Mavčec Šuvak in Rok Kopavnik. Pri deklicah do 13 let je zmagala Tina Adamek, druga je bila Klara Novak Zupanc, tretja pa Iza Oman Pečar. Pri dečkih do 13 let je bil najboljši Val Novak Zupanc, drugi je bil Urban Šimnic, tretji pa Luka Komljenovič. Pri deklicah do 16 let je zmagala Daša Dovžan, druga je bila Manja Klinar. Pri dečkih v isti kategoriji pa je slavil Luka Milonik, drugi je bil Tal Čarman, tretji pa Žiga Kemperle. Vozili so tudi registrirani tekmovalci. Zmagali so Nika Dovžan, Živa Melihan, Miha Melihan in Anže Adamek. Pri mladincih do 22 let je bil prvi Tim Oman, drugi pa Urban Urevc. Pri članicah nad 65 let je slavila Tilka Cerkovnih, pri članicah do 65 let pa Marica Zorman. Pri članicah do 55 let so rezultati naslednji. Prva je bila Darja Hrovat, druga Urša Praprotnik, tretja pa Anica Hladnik. Pri članicah do 43 let je zmagala Erika Melihan, sledili sta Katarina Štraus in Sanja Košir. Pri članih nad 65 let je na najvišjo stopničko stopil Jože Dovžan, pri članih do 65 let pa je zmagal Milan Mrak, drugi je bil Brane Rabič. Pri članih do 55 let je bil najhitrejši Vali Robič, drugi je bil Marko Robič, tretji pa Gregor Mertel. Pri članih do 43 let je slavil Marko Zupan, drugi je bil Igor Zupan, tretji pa Goran Mavčec. Poglejmo še rezultate v kategoriji člani do 32 let. Zmagal je Uroš Lotrič, drugi je bil Andraž Lavtižar, tretji pa Jure Legat. Nordijski center Planica je ta teden prvič gostil mednarodno veteransko tekmovanje v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji. Ta teden gostimo svetovno prvenstvo v skokih in nordijskih kombinacij za veterane. Vse skupaj imamo 140 udeležencev iz 15 držav. Najbolj številna je delegacija z Norveške, pa Finske in Rusije. Zelo veliko je Nemcev, nekaj tudi slovenskih skakalcev. Kar nekaj je skakalcev, ki so že v preteklosti skakali v Planici in tisti, ki pa so tukaj prvič, so pa predvsem navdušeni nad samim nordijskim centrom, nad naravo, ki ga obdaja, in vsi pravijo, da se bodo še vračali v Planico, nekateri že letošnje poletje, seveda, če bodo prepričali boljši del svojih družin. Nekateri med njimi imajo na Planico seveda lepe spomine. Preživeli! Dogodek je bil za obiskovalce doline pod Poncami izjemno zanimiv. Prav tako je bil zanimiv za tekmovalce, ki so znova lahko preizkusili svoje zmogljivosti in se primerjali z nekdanjimi velikimi tekmeci. Ne, tekmovalnost sploh ni. Druženje pa itak uživaš v skokih, a ne? Za dušo. Pa zato, ker se družimo s prijatelji, pa se vidimo 2-krat na let. Se imamo fino. Majčken je izziv, to se pravi, najbolj je tisto druženje s starimi prijatelji in pa potem se še majhen skusimo, če smo še sposobni, če smo še toliko mladinci po domač povedem po duši, da smo sposobni na kakšnih takih skakalnicah skočiti, tako da v glavnem bolj je preizkušanje samega sebe in pa druženje s starimi prijatelji. Ja, v bistvu, meni so skoki od 10. leta bili skozi neki v bistvu vodilo življenja nekako. Ne? Zdaj sem v vlogi trenerja tukaj, ker sem v jesen pač operacijo na hrbtenici, drugače pa upam, da bom še lahko kdaj skakal. No. Seveda pa je bil sam dogodek pomemben tudi zaradi druženja. Na osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora so imeli v preteklih dneh nekaj zanimivih obiskov. Več ravnatelj Milan Rogal. Danes so nas obiskali učenci iz ljudske šole pri 7 študentih iz Šent Lenarta iz Avstrije. Imeli smo delavnice, 8 delavnic, več jezičnih v slovenščini in v nemščini.
Učenci so se družili, so se učili, tako slovenščine kot nemščine, in se veselili druženja. Poleg tega so nas obiskali učitelji iz ljudske šole z ravnateljico. Delavnice smo skupaj pripravili, polovico delavnico vodili naši učitelji, polovico pa učitelji iz Avstrije. V sredo so nas obiskali ponovno učenci oziroma učitelji iz ljudske šole pri 7 študencih skupaj z ravnateljico in prišel je tudi pedagoški svetovalec iz Celovca, iz naše strani pa tudi predstavniki Zavoda za šolstvo in Ministrstva za šolstvo. V sredo smo imeli poseben dogodek, namreč predstavili smo delo jezikovnega asistenta za nemščino in jezikovnega asistenta za slovenščino. Namreč naša učiteljica Lea Jensterle vsak dan odhaja kot jezikovna asistentka za slovenski jezik v Avstrijo na ljudsko šolo pri 7 študencih. Iz te šole pa k nam prihaja Julija Schnabel, jezikovna asistentka za nemški jezik. Torej pri pouku sodelujeta tako učiteljica nemščine in jezikovna asistentka celo šolsko leto in verjamemo, da učenci zelo napredujejo. Ob tej priložnosti smo tudi predstavili uro dela z jezikovnim asistentom in ogledali so si jo vsi strokovnjaki. Naredili smo tudi refleksijo, mi rečemo temu refleksija, v bistvu analizo nekaj mesečnega dela in se pogovorili, kako naprej. Naš cilj je, oziroma cilj vseh, tako iz Avstrije kot z našega zavoda in ministrstva, da bi to delo nadaljevali tudi v prihodnjem šolskem letu. Vsi so bili zadovoljni in posebej pa pohvalil tako naši 2 učiteljici, Julijo Schnabel in Lidijo Tempfer, kot učence iz 6. razreda, ki so vzorno izvedli to uro z jezikovnim asistentom. Drage gledalke in gledalci, zdaj prelistajmo še koledar prireditev. Muzejski večer s Francijem Horvatom Grintova pot bo v petek ob 18. v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. 7. tradicionalni tek 2 dežel bo v soboto z začetkom ob 9. v Ratečah. V soboto ob 17. bo v Ljudskem domu v Kranjski Gori na ogled predstava Drugačni. V goste pride Kut Franc Kotar Trzin. Predstava Ljubezen druge polovice bo v Aljaževem prosvetnem domu na Dovjem na ogled v soboto ob 19. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili za tokratno kroniko tedna. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!